Zvedlo vse povprek, po zimi sije sonce, spomladi pada sneg. Jeseni vse na morje gre in plavat se uči, poleti pada dež vse dni, da glava me boli. Joj, kakšno vreme, ne vem le, kaj bi z njim, ko dobro vse premislim, gostilno pohitim. Zdaj dvignimo vsi kupice rumene, na boljše vreme, na boljše vreme. Zdaj vsak pozabi svoje najprobleme, na boljše vreme spimo ga. Tole vreme načenja zdravje mi, me zbada od migrene, bolijo me kosti. Po grlu megla mežgečka in spati mi ne da, je smok napolnil pljučami, oj zdravje, kje zdaj si? Joj, tole vreme že spravlja me v obup, ne morem do gostilne, najraje spil bi strup. Zdaj dvignimo vsi kupice rumene, na boljše vreme, na boljše vreme. Zdaj vsak pozabi svoje najprobleme, na boljše vreme spimo ga. Zdaj vsak pozabi svoje najprobleme, na boljše vreme spimo ga. Takole, jaz sem se tule že malce naplesala na boljše vreme in pa seveda na odlično nedeljsko jutro. Lep pozdrav, drage dame, dragi gospodje. Če imate probleme, a imate? Ja, mogoče se tu in tam, ne? Nakopiči kakšen majhen problemček, ampak to ga rešimo. 1, 2, 3, če pa ne, smo pa zato tukaj mi, da vas danes razveselimo in da vsaj v nedeljo, ne, pozabite na kakršenkoli problem. Dajte vse probleme torej stran in se namestite lepo. Urco, debelo urco in pol bomo danes z vami. In sicer jaz in pa moji dve gosti danes v moji družbi, Marija Brložnik in pa Ana Žardoner. Po dolgem in počres boste seveda predstavili celotno turistično zvezo Velenje. Koliko društev spada tukaj notri, v nadaljevanju kar precej in vsi so zelo, zelo pridni, ustvarjalni, razigrani, radoživi in prav je tako. In hvala seveda vsem tudi društvom, da takole prostovoljno, ne, delate veliko za kraje, za vaš domač okoliš, da ohranjate ljudske običaje, šege in navade. Hvala, hvala lepa. Dajmo se čim bolj družiti, povezovati v takšna društva, kajti ne samo, da nam je tam lepo, ampak nam tudi čas hitro mine v taki prijetni družbi. No, takrat jaz mislim, da ga tudi malce zaustavimo, kar pa je seveda tudi prav. No, zdaj ustavimo konje. Ste se namestili? Super, ne? Eni v domač naslonjač, drugi ste morda zdaj kar direktno iz postelje, eni lepo v dnevni sobi. Sicer pa ja, moji gostje se počutijo kot, da bi bili doma, pri meni, na kavici, na delu dopoldan. Sicer, ja, če ste že popili kavico, super, tisti, ki kuhate, ja, bo prav gotovo nekako ta pravo nedeljsko kosilo. Zdaj je štart torej za drugi glasbeni spot, za drugo glasbo. Vmes, drage moje kuharice, pa tudi lahko zaplešete, ja, s kakšno metlo. Če pa je vaš mož v bližini, pa hitro pod roko in gremo. Polka ali valček? Ugotovite, kaj bo. Kot da ne poznava se. Čudne mi stvari podtikaš, sreča dolgo nisem te. Nič ti naj ne bo nerodno, z drugo hodiš zdaj na ples. Tudi je sploh to razbubnal, saj ne more biti res.
jaz sem te v parku, pod roko si peljal jo. Res slabo se vidi v mraku, bil gotovo drug je kdo. Triva si že govorijo, da sploh tvoja nisem več. Zlo nas muhe naredijo, to zares je huda reč. Prosijo me drugi fantje, da bi šla s kom na sprehod. Sam ti speljal te nazadnje i govoril kot falot. Raje vrni se spet k meni, dam za spravo ti poljub. Srcu si nikar ne ženi, vrnil sem se bom navkljub. Ljubezen stara, se name rada, kar pod pepilom leti, spet zagori. Ljubezen stara, vsakom premaga, življenje nov roman, začne vsak dan. Ljubezen stara, vsakom premaga, življenje nov roman, začne vsak dan. Ste ugotovili? Polka, valček, polka, valček. Polka je bila tole, seveda. Jaz upam, da ste zaplesali ob tej prečudoviti skladbi Franca Miheliča. No, zdajle pa vas malce umirim. Tale polka je bila taka res prav energična, ta prava. Umirim vas z naslednjim prispevkom, nekaj minutnim, in sicer šli bomo malce risati, slikati. Imate slikarsko žilico? Ja. Kljub temu, da je moj oče slikar, jaz za sebe moram povedati, da nimam pojma o risanju. Po mojem še krog, ne vem, če bi sklenila, no to že, ampak sem zelo nevešča, nepraktična, nič mi ne gre pri risanju. Kako to zanimivo, ne? Ja, dajmo si pogledati, kaj ustvarjajo v društvu, torej likovnih ustvarjalcev Šentjur, Rifnik, kako ustvarjajo, kakšne slike imajo v nadaljevanju. V galeriji Zgodnji trg Šentjur je tokrat na ogled razstava Društva likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur z naslovom Barvitih 22. Gre za redno letno razstavo, ki jo člani pripravijo vsako leto. Letos pa so na ogled postavili svoja slikarska dela in pa ročna dela članic društva, ki delujejo v okviru sekcije društva z imenom Veselje. Razstavo je Društvo likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur pripravilo v sklopu Tedna ljubiteljske kulture. Na ogled pa bo vse do 16. junija. Prav je, da ob tem besedo damo tudi predsedniku Društva likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur, Draganu Podovcu. Jaz bom povedal, da je naše društvo DLU Rifnik zelo veselo, da nam je uspelo po dolgem času zaradi korone odpreti vrata te prekrasne galerije v Zgodnjem trgu v Šentjurju in da ta obvezna razstava kvalitetno pripravljena in smo ponosni na to. Strokovno pa bo letošnjo razstavo Barvitih 22 ocenil oziroma kaj več o njej povedal mentor Društva likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur Ivo Brodej. Lep pozdrav tudi z moje strani. Eno leto je preteklo, tako težko, preživeli smo ga uspešno, čeprav z upoštevanjem vseh navodil, ki smo jih dobivali vseh možnih strani. Nismo se mogli dobivati, tako kot smo bili leta in leta do sedaj navajeni, da bi se lahko sproti dogovarjali
o tematiki, o nastalih delih, da bi jih lahko okarakterizirali, pohvalili, igrajali in tako naprej, tako kot smo imeli navado. Lahko rečem, da sem po strokovni plati tudi letos zelo zadovoljen, da so nastala kvalitetna dela, da nobeden ni obupal v teh čudnih, težkih, črnih časih, da smo svojo energijo vlagali v likovno ustvarjanje in da so nastala kvalitetna dela, na katere smo ponosni mi in predvidevam, da bodo ponosni tudi obiskovalci oziroma gledalci, ki so verjetno tudi obiske v našim ustanovim težko pogrešali. Takole pa smo že skupaj, torej Zgornji trg oziroma likovniki so se predstavili, upam, da ste uživali ob teh čudovitih slikah, pravi mojstri so in zato moraš imeti res tako ta pravo roko, ta pravo likovno umetniško žilico, ki je pa nimamo vsi, sej, lejte, vsak je za nekaj in prav je tako, nekateri smo dobri v tem, nekateri ste v tem, nekateri v onem, zato pa smo si, kaj pravimo, različni in tako je res prav. No, zdaj pa v moji družbi dve taki ta pravi sogovornici. Jaz bom danes predala mojo, bom rekla, mikrofonsko štafetno palico, ker vem, da boste danes predstavili po dolgem in po čez Turistično zvezo Velenje, katera društva vse, torej v nadaljevanju. Lep pozdrav, torej Marija in pa Ana. Lep pozdrav. Živo. Po mojem bi tukaj zdaj smogli takole delati, ne Marija? A je vroče? Poletno. Poletno vroče, ampak kaj pa zunaj zdaj nisem tako še se še pripravlja na večino, no? Ja, zjutraj, ko sem prišla, sem še ni bilo nič kaj poletno. Glede na to, da je skoraj poletje pred vrati, pa vreme nam ni letos, Marija, najbolj naklonjeno.
Pa, kaj pa Kaj boš vem, jaz se rekla? ne oziram še dosti na vreme, no. Vreme je. Vreme je takšno, kot je. To je to, zdaj pa od nas je pa odvisno, ko si naredimo dan. Ja, Ana, rana ura danes ali bolj pozna za tebe tole? Ravno prav. Ravno pravšnja. Kaj, Ana, počneš ob nedeljah sicer tako? Malo si mi prej zaupala. Ja, v nedeljah je tak ritual v slovenskih družinah, da se gre k maši. Maši, ok, torej greste k maši. Potem pa pomoč pri kosilu, ker se živimo starši skupaj. Aha, mikrofonček, Ana, veš, to smo pa pozabili za dobro jutro. Se dela. Takle, v glavnem vsaka slovenska družina gre k maši, potem pa se pripravi nedeljsko kosilo, goveja župca, pražen krompir in nekaj mesa, solata in sladica. To pa je klasično nedeljsko kosilo. Tako, ampak drugače danes bi morala biti kje? Danes bi morala biti zdaj na pevskih vajah Cerkvenega pevskega zbora, kjer pojem v Šentjanžu na Vinski gori. Pridna, že kar veliko let. Skoraj 20 let. 20 let, bravo, aplauz. Kaj, ti prihajaš, ne, tisti, ki ne veste, ne, Ana prihaja iz res glasbene družine, njen oče, gospod Žerdoner, ki seveda ima za sabo, bom rekla, pravo pestro paleto let glasbenih seveda. Ana, kako dolgo že ustvarja? Sicer bo pa naslednjo nedeljo pri meni v studiu. Res je, oče ustvarja že od svojih otroških let, se pravi že v zavodu, kjer je obiskoval osnovno šolo, je že imel svoj ansambel v 14-15 letih in potem od takrat naprej več kot 50 let, skoraj 60 se že ukvarja z glasbo in moram reči, da še vsak dan vzame harmoniko v roke. Lepo, mislim, to pa res, imamo zdaj skoraj solzice v očeh, ker je to lepo, da mu glasba veliko pomeni in to pomeni, da brez glasbe mi živeti ne bi lahko on tako rekel, ne? Zagotovo, tudi nam ne, prav srce ti igra, to ni treba medijev poslušati, ko imaš domačo pristno muziko, kar tako izmeha. Tako, kar direktno. No, sicer pa kaj pa, Marija, ti pa glasba? Zelo rada poslušam, pojem skozi. Ja, ampak? Ja, Pa si v kakem zboru? Ne, to ne. Sem hotla, no, nekaj časa še, ko sem bila mlajša, pa nekako je bila vedno audicija naslednje leto. Ampak zelo pa rada pojem in zelo rada poslušam, ja, to je del mene. Del tebe, ne nazadnje si obkrožena tudi z ljudmi, sta obedve obkroženi z pestro paleto ljudmi, ki imajo svoje talente. Prepuščate seveda, da vsak izžari pokaže svoj talent. Pri društvu pa še posebej, ne? Ja. Ponavadi je prav društvo priložnost, kraj, prostor, da damo tiste neke talente, ljubiteljske, to, kar nam leži na duši, pa mogoče ne moramo profesionalno preko raznih služb to realizirati, pa potem preko društev toliko bolj srcem delamo za svojo dušo, pa verjamem, da tudi za širši krog obiskovalcev. To, kar imamo v ozadju, torej dva panoja, to so društva, ki kaj delate vse prostovoljno, Ana? Tako. Ana, tako? Tako je, vsi delamo prostovoljno, tako da se prostovoljne ure nabirajo. Torej nabirajo. V tisočicah. To so že številke v tisoče, že kar krepkih nulja, ne? Kako dolgo ste že, rečemo, v takih društvih, vi, Ana, osebno, da ste povezani? Jaz osebno sem v turističnem društvu v Vinski gori 11 leto. 11 leto. Oziroma 12 teče. Bravo. Marija, ti si pa tudi... Pa zdaj bi mogla kar prešteti, ampak res aktivno, da sem pa tudi sama v turističnem društvu Šalek. Enih 6-7 let. Ja, ampak to je, bom rekla, veliko ur, kot smo rekli, pa veliko odrekanja. Pa ko se enkrat odločiš prostovoljno, ne, pa sprejmeš to, ker to ni kar tako, to je odgovornost na nek način, ne, Ana? Pa turizem, ko te zasvoji, te ne spusti. A te ne spusti, Marija? Jaz bi rekla, ja, ponavadi, no, vsaj pri turističnih društvih, pa tudi verjetno ostalih društvih, gre predvsem za neko prenašanje z roda v rod. In čeprav je Ana rekla, da šele 11 let, ampak ponavadi, to so vedno otroci, ki so bili povezani, da je kdo od starejših že bil v društvih, da so kaj delali in da ti je to v krvi. In se mi zdi, da potem imaš neko pripadnost do kraja, ponavadi počneš tisto, kar te veseli, in pol to, kar je z žarom pri društvih zraven. Ko si pa Polona omenila prostovoljne ure,
Pa sem glih zadnjič za eno drugo stvar. Mislim, da v naši zvezi, naša društva, preko 10.000 prostovoljnih ur samo v lanskem letu z našimi prostovoljci. Ja. Mislim, to res, prej si lepo povedala, ne, da si pripadni in to si res pripadni potem noter. Moram tudi za sebe povedati, da me okraj, nekateri so mi rekli, pa daj priti v društvo, pa priti noter, pa to z veseljem bom. To se moraš odločiti. Moraš biti pa tudi oseba za to, ker moraš biti tako. Ampak vsega bo prišel prav gotovo čas. Prav gotovo bo prišel čas, ker imam rada to veselje, ampak vse veste, muzikanti, smo pa malo tu, pa malo tam in je težko potem vse to slediti, drugače pa z veseljem, ker mi je všeč, da se naredi veliko za kraj. Čeprav ni nujno, da si prav aktiven član v turističnem društvu, mi imamo v društvih tudi radi take podporne člane. Takrat, recimo, ko so res polno zasedeni čez celo leto, ampak takrat, ko pa je kakšna prireditev ali pa ko jih v društvu res potrebujemo, jih pokličemo in če takrat pride z veseljem zraven, smo mi zelo, zelo veseli, kot da ste celo leto pri nas. Tako da cenimo, da vsak po svojih močeh prispeva. Tako, en kratek uvod v to današnje dogajanje, kar bomo danes vse predstavili. Najbolje, da kar začneva, Marija. Predstavili bova projekt degustacija lokalnih zgodb in pa seveda to osrednjo prireditev Poletje na Grilovi domačiji. Nekaj slik smo pripravili, pa besedo predajam, Marija, seveda tebi. Ja, letos smo v naši zvezi se odločili za en prav poseben projekt z naslovom Degustacija lokalnih zgodb. Gre pa za to, da člani naših turističnih društev ponudijo obiskovalcem izven nekih ustaljenih prireditev in takrat, ko je najvišja sezona, ponovadi je to v kakih večjih dogodkih tudi, ponudijo možnost, da obiskovalci odkrivajo naše lepe kraje, se sprehodijo do določenih točk, ki jih mogoče še niso obiskali, tam spoznajo domačine, ki živijo z tistim krajem in od njih izvejo dejansko lokalne zgodbe. Ne take, kot jih danes pametni telefon na 2 tipki pove, ampak dejansko ta pristno doživetje lokalnega. In recimo, če dam za primer, v Vinski gori vas vsako soboto dopoldne čakajo pri domačiji Lamprček, kjer je tudi njihovo izhodišče za odkrivanje biserov, škrata bisera po Vinski gori. In ste vabljeni, da se tam ostavite kot neka taka terenska infotočka, da si boste znali predstavljati in tam dobite res najboljše namige za potep. Kar izvoli, potep po Vinski gori. Potem malo naprej v Vinski gori na domačiji, na Grilovi domačiji, imajo naši zeliščarji zeliščni vrt in vsak prvi torek v mesecu, tudi v dopoldenskem času, lahko Polona postaneš zeliščarka za en dopoldan, kar pomeni, da si sprejeta v njihovo družbo, popeljete po zeliščnem vrtu. Tule že slike. Ja, to so čisto sveže, mislim, da slike nekaj dni nazaj. Se vidi, kako je bogata, bujna narava, napojena z vodo, In zeliščarji, so res odprti, sprejmejo vsakega v njihovo družbo in zelo radi delijo znanje o zeliščih, o pripravi, sušenju zelišč in pa potem nadaljnji uporabi, pa naj bo to naravna kozmetika ali pa različni pripravki. In obiskovalec, ko bo dopoldne prišel na tole domačijo, si bo lahko ogledal domačijo, pa res izkusil, kako je biti zeliščar za en dopoldan in spoznal dejansko zeliščarstvo v tem pravem pomenu, kaj vse predstavlja. Tudi kot en zgodba naše dediščine, ker včasih so to vsi znali. Mi smo pa v parih desetletjih to kar malo pozabili, bilo nam je samoumevno, da imamo vsi doma domač čaj, zdaj pa kar prehiter, to znanje se mi zdi, da izgubljamo ga, tako da je super se potem pa takle malo obnoviti, ali za mlajše otroke, ko nimajo več tega neposrednega stika na kakih domačijah, da pridejo pa izkusijo, da ni vse v trgovini zapakirano,
v tisto plastiko, a ne? Ja, Ampak da zelo marsikaj nas lepo. obdaja. Lepo. Hotela sem samo to povedati, da to je čisto res. Ne? Jaz ne bom pozabila, par tednov nazaj sem bila v eni družbi, ne? In smo tudi bili na enem vrtu, dva, ki seveda sta čisto samooskrbna in smo šli pač to pogledati, ne? Kaj vse si ona pripravita za celo leto, skombinirata časovnico in vse. No in potem res enega vprašam, sem rekla, veš, kaj je tole? Je rekel, ja, marjetice, v bistvu so bile pa kamilice, ne? Tako da sem rekla, lej, prav je, da gremo seveda gor in tudi otroke, Ana, ne? Da učimo spoznavati zelišča. Ni boljšega kot dober domač zeliščni čaj. Res je, pri nas imamo celo čaj škrata bisera, tako da ki ga pripravljajo ravno zeliščarji na zeliščnem vrtu. Škrati tudi, ne? Škrate tudi imamo pri nas, ja. Tako da gleda, da smo najlepši kraj na svetu, tako mi že skozi govorimo, da živimo v najlepšem kraju na svetu in zato imamo zdaj tudi te bisere in se čelo škrata bisera, tako da tudi čaj škrata bisera, ki bo, ko bo trgovinica predomačila amperček, tudi ga možno dobiti. Dobite, ne? Za kakšne magične moči, zdaj ko so tako veš kaj, za različne priložnosti, a ne? Tako za je. različne priložnosti. To pot, si rekla, degustacija lokalnih zgodb, je to vse, kar imaš tukaj, kar je bilo na letaku, a ne? Vsako naše društvo degustira z guštom svojo kulturno dediščino, kar pomeni, da predstavljajo tisto, kar oni recimo, da skrbijo nad tem. In če smo omenili že Vinsko goro, potem zeliščarje, trenutno, evo točno to, koliko je še ura, še lahko ulovite tisti, ko ste res blizu Šaleškega gradu. Že gledam, je tle? Je. Na Šaleškem gradu smo rekli, da bo to dnevi odprtih vrat, vsako nedeljo dopoldne med 9 in 11 uro so vrata Šaleškega gradu odprta in gor vas vedno čaka nekdo drug. Naj bo to šaleška gospoda, ki vas nauči kak plesni korak grajskega plesa, naj bo to vilenjak Šalček, ki vam izda to mitološko izročilo Šaleškega gradu, ali pa kakšen mlad turistični vodnik, ki pove dejansko, kako on živi pod tem Šaleškim gradom in katere so vse tiste zgodbe povezane z gradom. Tako da vabljeni, da se sprehodite do Šaleškega gradu vsako nedeljo, pa tam pokukate, kdo vas tam čaka, pa kaj noga izveste. Na drugi strani našega Velenja pa vas člani turističnega društva Velenje čakajo tudi oblečeni v imenitne oprave in lahko z njimi posedite v prenovljenem grajskem parku. Tako da lahko res z njimi posedite na klopco, pa se zavrtite nekaj stoletij nazaj, ko so na tem gradu še živeli plemiči. Veš, kaj mi je všeč? Povej. Da imate tako res pripravljeno, da se res... Iščemo, res smo dali ponudbo. Ljudje ne rečejo, da nimajo kam iti pa kaj pogledati, ne? Mislim, res nimate, zdaj kaj za reči? Ne smete kaj reči, ker je res, v bistvu so vse pripravili. Mogoče še povem, torej najdi bisere škrata, bisera Vinska gora, to bomo potem še povedali. Vsako soboto, med 9 in 12 pred domačijo Lamperček. Pa seveda prisluhni, kaj ti še peče obzidje Šaleškega gradu in zapleši z Šaleško, torej gospodo, vsako nedeljo med 9 in 11 uro na gradu. Skratka, vse te stvari so tlele. Potem smo v parku bili, ne? Ja, v parku na Velenskem gradu, tudi v nedeljah dopoldne. Vabljeni pa... Ti dam kar, oprosti. Tudi danes, za tiste malo bolj popoldanske, da pa se oglasite pri Škalskem jezeru, kjer si pa lahko... Ne, danes je... Viš, moram kar pogledati, ker je toliko polno. Vsak prvi četrtek v mesecu ob 6. se lahko udeležite vodenja okoli Škalskega jezera, kjer izveste zgodbe potopljene vasi in to z ljudmi, ki so to žalostno zgodbo izkusili. To so člani društva Reviva Škale in se sprehodite dejansko po teh krajih, kjer je včasih stala mogočna vas Škale. Danes imamo pa Velenska jezera. Danes popoldne, to sem prej hotela povedati, danes popoldne ste pa vabljeni na razgledišče blizu Strževe domačije,
na vrhu Škal, kjer so člani društva Revivaz pripravili ob 200-letnici rojstva njihovega krajana, dr. Kranjca, tudi obeležje njemu v spomin. In boste tam malo več lahko izvedeli tako o zelo okusni domačiji, Strževi domačiji, kot tudi kaj več o dr. Kranjcu, kdo je bil, zakaj si zasluži to obletnico in kaj nam je še ostalo dejansko od njega danes. Zeliščarje smo že omenili, potem se tej degustaciji pridružujejo tudi v Šentilju. Tam vas pa vabijo vsako prvo nedeljo v mesecu ob 11. uri na sprehod po samem središču Šentilja. Ogledali si boste lahko lokalno cerkev, spoznali kaj več o njihovi šoli, tudi verjamem, da vam bojo namignali, odkot so včasih v času protestantizma razpečevali Biblijo na skrivaj. Pa še pri njih so združili in kulinariko, ta pravo, in šport, tako da boste lahko skombinirali nekaj zanimivega zvedli, kaj okušali, pa še potem se razigrali na njihovem športnem igrišču. Tako da se najde ogromno stvari, pustiva še nekaj za malce kasneje, dodava zdaj le malce glasbe. Z veseljem. Z veseljem bomo Sam ne bom pela jaz, a prav. Tudi Ana ne. Bodo pa zdaj le zaigrali, zapeli člani ansambla naslednjega glasbenega spota. Gorami zlata zarja, zibje spanje, sončen dan. Ne pomeni nič, ni tak večer, pa čeprav krasan. Soncu sem zaprla vrata, zvezde vesele ostre. In v sobi najini luči skoraj ne prižgem. Za hišo zdaj sameva, jablane ne zacvetu. Vse povsod se vidi, da več ni znane jim dlani. Sinko včasih me pogleda, vem, kaj vprašal bi me rad. Tudi on še sanja, da v noči sliši tvoj korak. Moje rože na gredi padehe, kakor kriso rdeče nikoli ne meni. Vsak dan sklonim se k njim in zahihtim, sama šopkom naznano podhitim. Vse povsod se vidi, da več ni znane jim dlani. Sinko včasih me pogleda, vem, kaj vprašal bi me rad. Tudi on še sanja, da v noči sliši tvoj korak. Moje rože na gredi padehe, kakor kriso rdeče nikoli ne meni. Vsak dan sklonim se k njim in zahihtim, sama šopkom naznano podhitim.
Klonim se k njim in zaihtim, sama šopkom naznano podhitim. Moja fermentacijska tekočina, poglejte, koliko jo imam danes, prepojena torej z minerali, rodninskimi snovmi. Veliko jo je. Prejšnji teden sem zalivala rožice, tako da danes ne bom. Šla bo direktno tukaj notri, saj je odlična torej za razmaščevanje otokov. In evo, naredila bom res nekaj vrhunskega, dobrega za otoke in pa seveda za naravo. Yes, to je to. Takole pa vas zopet vabim kot vsako nedeljo v vse Brglezove poslovalnice, pestra ponudba kruha, zdaj ga lahko vidite, odličen torej kruh pečejo pri Brglezu, pa kekse, slaščice in torte, res različne torte, tudi moje drage dame, ko imamo posebne želje, Dragica svojo ekipo z svojimi mojstricami ustvari prečudovite. Tudi to bi lahko rekli, da so kreacije, slaščičarske kreacije, torte nenavadnih oblik. Menda Dragica nam je že zaupala, ko je bila tukaj v studiu, da sem si jaz pa res mislila neko posebno obliko in da je mogla kar to krepko razmisliti, kako in kaj, ker je bila malo na levo, malo na desno, ampak je res uspela. Tako da Dragica to vse odlično naredi. Torej res okusne torte pripravljajo. Nenazadnje zdaj pa res čas za poroke, za slavja. Juhuhu, poroke so res tu in dajte si polepšati poročno slavje z odlično Brglezovo torto, po želji seveda mladega bodočega para, mlado poročenco seveda in pa poročno pecivo. Drugače pa vsak dan odličen svež kruh, pecivo, tortice sadne, čokoladne. Ko praznujete praznik za Brglezovo torto, si polepšajte, zdaj pa bo čas za sladoled in je že čas za domač Brglezov sladoled, pa se dajte osvežiti v vseh Brglezovih poslovalnicah. No, jutranja kavica, pravi ritual pri njih, ko je bil zdaj torej korona čas, ko so bile poslovalnice zaprte, ste ljudi kar pogrešali jutranjo Brglezovo kavico, tako da zdaj pa lahko spijete domač krop, rogljiček in začnete z takim pravim, bom rekla, energijskim dnevom, torej vsak dan. Pecivo, ki ga zdaj vidite, torej pripravlja Dragica, drugače pa vas vabimo tudi v šempetrsko delavnico, novo slaščičarsko delavnico in pa tudi kavarno. Brglezi vas pričakujejo. Še popukamo v Foto Anka, Marcel pravi mojster za to, da ohranjajo vsi vaši dogodki, slavja, rojstva, obletnice, poroke v večnem spominu. Bodi si v sliki ali pa v fotoknjigi, fotoknjige so pri njih zdaj pravi in. Marcel je svojo ekipo pripravljal na vse poročne nove pravljice, neizpete, no veliko odpetih in takšnih je že za njim. Je pravi mojster v tem, sicer najdete vse na www.fotoanka.si in pa dobrodošli v poslovalnice Slovenj Gradec, Celica v Dravi, Radlje v Dravi in pa Dravograd. Tam tudi najdete res vse za poroko. Dajte še pogledati, če ima Marcela kakšen prostor za to vaše slavje. Menda je velik naval, datumi se kopičijo in tudi že podvojujejo, potrojujejo, tako da bodite hitri in seveda pokličite v Foto Anka, drugače pa vse na www.fotoanka.si.
Takole še vabiva Polonca in Klavdija na najno Facebook stran. Najn dolg seveda je tudi, da v prihajajočih se dneh otvoriva YouTube, torej to platformo, kjer bova dodali vse te lepe pesmi, obiske in seveda prepevanje pri mladoporočencih. Bilo je zelo lepo, ravno včeraj en tak čudovit dogodek. Na Dolenjskem smo bili, prekrasna poroka. Vsi tisti, ki želite torej duet Polonco Klavdijo na vašem torej poročnem slavju, civilni, cerkveni obred, petje tudi po obredu, nas malo pocukajte torej na najni telefonski številki, sicer vse podatke najdete na Facebook strani. Zdaj pa en utrinek torej prejšnje sobote. Sta zgodba, ki nam je napisal čas. Veš ti in jaz, svakako eno tri srce, ne bo še ljubila, ko obraz ne bo več ta. Marija in Ana že pripravljeni na seveda podajanje naslednjih podatkov. Mi tukaj le že čakamo po dolgem počes, imamo še velika, ne? Kje smo še le, ne? Marija, jaz ti kar še prepuščam besedo Želišča, tu si rekla, da še boš nekaj povedala, ne? Ja, v Turistični zvezi Velenje vsako leto izberemo eno prireditev od naših društev in je to tudi naša osrednja prireditev, tako da takrat stopimo res vsa društva zraven pri programu in letos bo to Poletje na Grilovi domačiji v nedeljo 4. julija. Se dobimo gor in obiskovalci bodo lahko spoznali, doživeli, tudi sami se preizkusili pri vseh takih opravilih oziroma navadah, običajih, kako pripraviti eno tako domačijo na praznik. Na praznik. Na praznik. Na praznik. In letos, 4. julij. 4. julij, ja, po 4. uri se dobimo gor. Se dobimo na Grilovi domačiji. Ja, boš tudi tam ti? Bomo, imamo sploh specialiteto letos. Pripravljamo namreč pijače na osnovi domačega šnopsa. Opa! Šnops je že skuhan, Ja. kaj bomo pa namočili? Pridite pa na Grilovo domačijo Pa naj bo poskusiti. skrivnost. Prav gotovo je teta Pehta kaj lepega, dobrega izvrta nabrala, a ne zeliščarskega. Zagotovo. Zagotovo, tako da to bo. Seveda je pa vse odvisno tudi od vremena, ne? Dost stvari se pri vas seveda odvija v naravi. Kaj je v primeru, ne vem, če je slabo vreme, to predstavljate, kako je s tem? Tele degustacije, ko smo jih prej malo predstavili, so žal vse na prostem in jih v primeru dežja žal odpovemo, oziroma je takoj naslednji termin. Kar se pa tiče prireditev, jih pa poskušamo vedno izvesti. Tudi tale COVID obdobje nam je bil kar v izziv, tako da imamo marsikaj tudi na spletu, že prej določeno vsebino, programe, tudi kakšne videoposnetke, preko fotografij. Želimo čim bolj predstaviti tudi program potem na prireditvi. In če se le da, večino društev tudi že vnaprej planira prireditev v vsakem vremenu in tudi v vsaki situaciji. Tako da ali na spletu, ali v živo, ali pol, tako da se prilagajamo. Redko katera prireditev odpade. Ja. Ko se peljem čez Velenje, res občudujem Velenje, ker Velenje je mesto cvetja, ne? In to je za istočnica za naprej. Ja, zelo pridni ste, ko vidim tako, lansko ali predlani je bilo ogromno sončnica, ne? Zdaj leto sončnic ni? So okvirji z dekoracijami sončnic, so na, mislim, da enih 3 točkah po Velenju, kjer se lahko obiskovalci slikajo, tako da ta zgodba sončnic se pelje naprej. Ja, prej, ko si rekla, vse lepo urejeno, lahko rečemo, da smo imeli, preden smo imeli mesto, smo imeli tudi že turistično društvo Velenje, najstarejše pri nas med turističnimi društvi. Mislim, da so tudi prve akcije bile olepševalne, tudi pri njih. In še vedno zelo vsako leto se trudijo izpeljati tudi tole tekmovanje v urejenosti zunanjega bivalnega okolja. To je to, kar gledamo zdaj? To vidite nekaj posnetkov iz preteklih let. Te akcije?
Imajo takole dopisnico, ki jo lahko najdete na različnih koncih Velenja, v Pupovih cvetličarnah, v Vili Bianchi ali kje druge. Drugače je pa tudi možnost spletne prijave, če vtipkajo vaši gledalci na cvetjevelenje.si, se vam odpre spletna stran in lahko preko te spletne strani se prijavijo, zbirajo predloge v različnih kategorijah, naj bo to okolica individualnih stanovanjskih objektov, balkone in terase, naj bo to kmetije ali pa ostali, kar recimo ne gre v te osnovne. Potem komisija obišče vse te točke prijavljene, poslika, oceni. Letos, 14. oktobra, bo pa tudi zaključna prireditev v Vili Bianchi, kjer bojo predstavili rezultate in nagradili tiste, ki se res trudijo, da je lep kraj. Vedno poudarjamo, in to je tudi ena taka podporna akcija, osrednjemu projektu Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna, ki se pa na nacionalnem nivoju celotna država ocenjuje. Evo, to pa že lahko zdaj vidimo tole dopisnico, ki jo lahko izpolnite in pošljete k nam. Možne so pa tudi spletne prijave. In tudi mi dejansko podpiramo to, ker neka izkušnja obiskovalca, turista, ko pride k nam, je tudi urejenost okolja. Ko pride v mesto urejeno. Ana, tvoja najljubša rožica, cvetje? Moja, sončnica. A sončnica, res? Imaš doma sončnice? Imam. Res. Kaj pa sicer krasi tvojo okolico oziroma dom? Mojo okolico trenutno okrasijo vrtnice, s katerih bom tudi naredila vrtnični sirup oziroma sok, ki ga bomo predstavili 19. junija na Cankarjevi ulici, ko bo veselo poletje. Tam pridite na pokušino pri Turističnem društvu Vinska Gora. Potem pa še zelišča. Zelišče lepo. Sivka, ko tudi zelo lepo diši. Ko vedno prav pride to. Timijan, ki privablja čebelice in odganja ostalo mrčes, tako da diši pri nas. Diši. Zdaj si zopet, oziroma ne, še eno zadevo bomo predstavili, potem pa malce glasbenega predaha in sicer društvo Revi Vasa, ne? Marija, ti kar predam zopet besedo, tu boš zopet veliko povedala, nekaj slik bomo pripravljeni. Nekaj slik je, ohranjajo njihovo tematiko čez celo leto, letos torej dr. Kranjc. Nekaj smo že omenili pri degustacijah, pri degustacijah lokalnih zgodb, kjer vas tudi vabijo na to razgledišče in pa razgledno točko in pa obeležje dr. Kranjca. Kdo je bil on sploh? Ja, kdo je bil ta gospod? Bil je predvsem pravnik, no. Njegovo delo je dejansko, delal je v zelo različnih krajih po Evropi, da je največ je pa pustil na področju pravništva, no, tako da vabljena, da kaj več o njem izveš tudi na teh degustacijah. Rodil se je pa prav v Škalah. Ja, se berem, tole bom tako da so v društvu tudi pregledali malo ta rodovnik dr. Kranjca in rodovnik bo tudi ena izmed tematik na njihovi tradicionalni prireditvi, Škalska pravljica, nekaj slik vaši obiskovalci so lahko že si ogledali, kjer bojo pripravili dve razstavi in pa povabili dejansko na tako tradicionalno srečanje preseljenih Škalčanov, tudi prav posebnega gosta in to bo sicer somenjak Jože Kranjc. Tako da ja, ta dr. Kranjc bo res obeležil celotno leto. Škalska pravljica bo pa potekala letos 2. in 3. julija pred gasilskim domom v Škalah, tako da vabljena takrat. Drugače je pa čisto sveže, no, strani Revi Vasa, tole iz tiskarne, sem pravkar dobila, čisto sveže, še diši. Pa res sveže. Zelo priden podmladek imajo. To je zdaj kar preverno pri nas vodaji skoraj, da. Ja, čisto primerno. In oni, njihov podmladek vsako leto obeleži, sodeluje tudi pri Noči knjige. Letos so si izbrali strip
in preko stripa želijo aktivirati otroke k branju, k kritičnemu razmišljanju in pa tudi k ustvarjalnosti. Tako da tole knjigico v bistvu zaključujejo ta svoj projekt Stripovska noč, kjer so predstavili tudi vse stripe, ki so jim otroci poslali. Lepo, lepo, čudovito, Stripovska noč 2021. Tako da temu društvu res ni skrbi za pomladek in tudi čez poletje poleg vseh teh degustacij pripravljajo pa še poletne počitniške aktivnosti, kjer bojo enkrat na teden peljali svoje mlade nadobudneže po različnih točkah in jim predstavili en del turističnih ponudb. Sta za glasbo? Čas je za glasbo, ne malce. Lahko, super, pa dajmo zavrteti. Takole pa gremo naprej, Marija je že pripravljena in sicer, zdaj bomo pa malo salame rezala, ne? Veš, tako imamo danes vse, ne? Malo hodimo, ker veliko hodimo, pa moramo tudi nekaj pojesti, pa popiti, ne? Ana, kaj kratkega, pa kakšen dober zeliščen čaj. Proti koroni, tako protikoronski čaj ali pa karkoli. Kaj pa salama, Marija? Ja. Ta vikend diši v Šentilju. Že diši? Ja, s tem, da letos so malo priredili, pa malo 2 termina naredili in ta vikend je državna komisija ocenjevala salame, ki so jih prinesli ljubiteljski izdelovalci teh suhomesnatih izdelkov k njim v njihovo društvo. To so posnetki 2 leti nazaj, in mislim, da do petka so zbirali prijave. Zdaj bojo pa naredili ocenjevanje. A se jih to veliko prijavi? Ja, se mi zdi, da kar vedno več, ker so tudi potem vsi ponosni. Ja, pa vsak ima najboljšo, veš. Vsak ima najboljšo, pa mora. Poleg salama imajo še bunke zraven. In jaz sem presenečena, da res imajo zelo, zelo velik odziv.
nekaj od teh tudi res ta državna komisija. Potem so pa naredili druženje in degustacijo za nas vse ostale. Kaj pa to zdaj pomeni? Ana, tudi ti si bila? Nisem še bila. Nisi še bila na degustaciji salam? Niso me še povabili. Pa to skrajni čas, ne? Mogoče bo letos. Povabili so jo že, se vedno vse vabijo, ampak je pa, ponavadi je tako, da vsak v svojem društvu je toliko zaseden, da potem si moramo res čas vzeti, da gremo en drugi. Jaz predlagam letos takole, za 27. junija, ko je ocenjevanje salam popoldne. Ampak zjutraj pridete v Šentjanž, našo župnijo, na lepo nedeljo, kjer počastimo našega zavetnika, Janeza Krstnika. In potem je neka malica, da se ukrepčamo. Potem je pa degustacija domačih vin, naših vinarjev v Vinski gori. Nimamo kar tako ime, ker imamo tudi kraj v obliki grozdja. In potem, ko si ti že malo pod vplivom kapljice, greš pa v šentilne salame, da te kapljice zginejo, da nimaš opravka z modrimi angeli. Ana je celo zgodbo naredila. To je to. Ampak to je resnična zgodba. No, ponovadi je tako, da res se nam... Točno to. Tako da zdaj poteka ocenjevanje, kot je pa že Ana omenila, v nedeljo, 27. junija na Športnem parku v Šentilju. Pa vabijo vse, da tudi mi lahko pokusimo salame, da se podružimo in tam bojo tudi razglasili, kdo ima najboljšo. Salamo. Da ne bom pomote. O salamah je govora. O salamah, tisti, ki so zelo rado priklopili se na te veselje. Kaj mislite, težko biti preizkuševalec salam, Ana? Jaz bi bila takoj, vsak povabi me naj. Marija, ti si že bila kdaj poskušala, ne vem, težko se odločiti potem, kateri okus je boljši. Mislim, to po mojem ni čisto najbolj simpano. Ne, jaz rajši samo uživam, brez tistih pritiskov, da moram zdaj kako ceno dati. Jaz sem res, vsak ima svoj okus in z veseljem grem tudi na njihovo praznik salam, na njihovo tradicionalno prireditev in potem okušam in imam svojo najboljšo potem, Tako, za sebe obdržiš, poješ pa vse, ne ostane. Drugač pa tale, Športni park v Šentilju je res super prizorišče zdajle v času korone za vse različne prireditve. Že lani smo imeli tudi našo srednjo prireditev Katarinin sejem, ko so prej ogledalci lahko nekaj fotografij videli. Letos je pa Katarinin sejem tudi pomaknjen na konec poletja, tako da vabljeni, da takrat spet obiščete Šentilj, kjer boste lahko spoznali različne lokalne proizvajalce, domačih dobrot in zelo prijetno druženje naredijo v Šentilju, res, tako da vabljeni takrat vsi v Šentilj. Zdaj je pa čas za Vinsko goro. Ana, zdaj pa Vinsko goro po dolgem in počez posnetku bova pogledali, ampak še prej imaš pa nekaj, ne? Kaj je danes? Jaz imam že nekaj. Za tisko še danes popoldne ne ve, kam bi šel. Bomo takole pokazali. Naj se nam pridruži na koči na Lopatniku. Tale kamera, tole se bom, Tako da bo prav, da se vidi, da se da prebrati. Na koči na Lopatniku ob 14. uri imamo Hubertovo nedeljo. Hubert je zavetnik lovcev in to prireditev prav lovci pripravljajo. In v ta namen smo povabili tudi, da bo mašo vodil sam gospod Martin Golob. Zdaj, kaj pa to pomeni? To pa zdaj dekleta, pa seveda vsi tisti, ki res poznajo, mislim, da kdo pa ne pozna Martina Goloba, no? Po mojem, kar ogromno ljudi. Mogli bi ga vsi, če smo malo Slovenci. Zakaj Martin? Martin je en tak odprt župnik. Govori tisto, kar dela. Aha, torej župnik. In mislim, da je kar en tak velik krog ljudi, bom rekla, pripeljal nazaj, torej v cerkve. Res je. In zato ga je tudi naš gospod župnik povabil, da še spozna tudi druge krajane v našem kraju, vabljeni seveda tudi vsi, da se danes ob 14. uri dobimo na lovski koči, lačni ne bote. Saj vidim, da piše tole, drobni tisk še preveri, Ana. Drobni tisk za jedače in pijačo poskrbljeno.
Gostje pa bodo tudi savinski rogisti. No, lepo. Oni svetovno igrajo, ker pašejo hlovcem. V gozdu smo, tako da pridite ob 14. uri gor, ne bo vam žal. Tako da hitro, ko zaključimo potem ob 12. oddajo, jaz sem že tempirana potem na čas, da zaključimo ob 12. in da Jaz sem Ana že hitro gre. tempirana, tako da sem čakam še. Da Ana gre, ne? Ok, gremo pa zdaj res na Vinsko goro. Posnetek imamo, povedali bomo, kaj se vse v Vinski gori dogaja. Ne nazadnje, ne, je pa Marija to vse sklop, oziroma vsa ta društva so pod Turistično zvezo Velenja, ne? Imamo 7 turističnih društev, Ja. 6 iz Velenja, eno še iz Šmartnega v Paki in dejansko Turistična zveza Velenje je nek strokovni suport, pomoč prostovoljcem, Bravo. pa tudi povezuje zveza, tako da če se le da, sodelujemo skupaj. Ja. Lepo. No, Fajn se imamo. ja, zdaj pa poglejmo, no, tole, jaz ti kar predajam na besedo, pa se sprehodimo To so malo, ne? posnetki Ja. naše učne poti, kjer je že prej Marija povedala o degustacijah lokalnih zgodb, kjer vam naši mladi vsako soboto med 9. in 12. uro povejo lokalno zgodbo v Vinski gori. Imamo jih zelo veliko, tako da pridite, da spoznate katero, da se sprehodite po našem kraju, lahko s kolesom. Imamo tudi kolesarske poti, zdaj so kolesarji popularni, sploh s Tadejem Pogačarjem na čelu. Imamo pa pri nas kar pestro. Moram reči, da je cel list prireditev samo za junij, tako da bom kar na hiter prebrala. Se pravi, danes ob 14. uri Hubertova maša z Martinom Golobom, 19. junija smo na veselo poletje na Cankarjevi ulici v Velenju, 20. junija imamo od 13. ure dalje srečanje članov turističnega društva na domačiji Lamperček, potem 24. junija ob 20. uri je na vaši televiziji VTV revija zmagovalcev festivalov narodno-zabavne glasbe, v njej boste spoznali bisere Vinske gore, ker se ta festival odvija tudi v Vinski gori in tam se je tudi začel in zaradi tega smo bili mnenja, da je prav, da vam Vinsko goro tudi pokažemo na drugačen način. Potem pa se začne slavje za našo ljubo Slovenijo, počastili ga bomo kar na njen rojstni dan ob 19. uri, kjer bodo nastopili naši mladi glasbeniki v čast za 30. rojstni dan naše domovine. Potem je tukaj 26. junija je koncert skupine Vingosi, kjer bodo predstavljeni tudi v vaši naslednji oddaji, tako da že zdaj vabljeni. 27. smo že prej omenjali, je ta lepa nedelja in potem se tukaj pri nas okrepčamo in gremo potem v Šentilj na praznik Salam. 3. julija peljemo naše člane z vlakom po četrtek v Aqua Luna. Potem pa 4. julija, ko smo že prej omenili, smo na Grilovi domačiji z alkoholnimi pijačami na domač način. Potem pa je tukaj še ena prireditev, ki je že zelo tradicionalna, letos je že 15. mlinarska nedelja, to je v 5. septembra, ki bo letos na temo koruze. Kaj je vse možno iz koruze narediti, boste spoznali pri nas, pa če že želite poskusiti, kako izgleda kožuhanje ali ličkanje, pridite, dobrodošli ste po pol 3. uri popoldne. In pa še Biserov vikend, kjer bi radi predstavili našim otrokom dediščino, ki se odvija jeseni. Letos bomo delali škrate bisere iz ličja, ki ga bomo naličkali v nedeljo, potem pa še lončarili z lončarstvom Bahor in pa pohod po naši učni poti 11. septembra, kjer bomo imeli zabavo za otroke po koncu učne poti, pride ena posebna gostja, ker se takrat začne Pikin festival v Velenju, in pa potem še eno tako posebno gledališče. Ta program pripravljajo sicer mladi, ampak ne bomo se izdala. Pridite 11. septembra na Biserov vikend v Vinsko goro. Hvala lepa. Res lepo, ogromno, to bi si človek mogel dati v koledar, a veš, vse te prireditve. Kje najdemo drugače vse te prireditve, na kateri spletni strani? Pri nas jih najdete na Facebook strani Turističnega društva Vinska gora oziroma Škrat Biser. Ja, a Marija, vaše vse dogodke, kje lahko si potem... Na spletni strani Turistične zveze Velenje. Je vse, a ne? Ja, pa na Facebook strani tudi Turistične zveze Velenje, kjer so narejeni dogodki, spletni dogodki, tako da
Če klikneš na naši strani, da nam slediš, Polona, ti bo kar pameten telefon vedno znova sporočil, kateri dogodki se trenutno odvijajo. To pomeni, kaj poiščem zdaj? Turistična zveza Velenje. Počakaj, bom turistična kar poiščem, da ne boš rekla, da ne. Čakaj, veš, ko prehitro pišem. Ker to z Velenje bi napisala. Bi tak bila? Bi bila prej? Evo, Velenje pišem in pogledam, kaj mi... Evo, to je to? Zdaj pa samo tule stisneš. Všeč mi je. Všečkala sem tudi, ja. Pa še, da slediš. In zdaj ti bo pameten telefon sporočil, da pravkar se dogaja na Velenskem gradu ena degustacija lokalnih zgodb, da popoldne in bom jaz dobivala vse, me bo prej obveščalo? Bo. Super, tako da greste na Facebook, upišete TZ skrajšano Velenje, všečkate, na 3 pikice greste in izberete sledi. Jaz sem to že naredila, tako da zdaj bom dobila vse te podatke, ker je toliko teh datumov, da jaz sem kar takole gledala, kako si bom jaz to vse zapomnila, ker ni izgovorov potem več, da ob sobotah, nedeljah nimamo kam iti. Ali čez teden tudi. Ali čez teden. Tako. In vse dogaja, vse najdejo stvari. Tako da super, zdaj pred naslednjo glasbo, Marija, še turistično društvo Šmartno Paki. Ja, mi smo zelo veseli, da so naši člani, da smo šli malo izven teh okvirjev Mestne občine Velenje. In pri njih so tudi zelo, zelo aktivni na področju kulinarike. Njihova degustacija lokalnih zgodb je sicer prestavljena v tist Martinov čas, ko Svet Martin naredi iz mošta vin, tako da bomo takrat pri njih lahko degustirali lokalne zgodbe. Zdaj čez poletje pa pripravljajo posebna tematska druženja, večere, ob 6:30 zvečer v Martinovi vasi pri njihovi brunarci, in sicer 26. junija boste lahko pri njih pokušali razne napitke. Pri njih so kar močni tudi zeliščarji, pa zelo radi kaj pripravijo. Potem 17. julija si vabljena na pokušino sladoleda, čokoladnih dobrot. Mi bo to zdaj javilo? Bo. Tole še sicer ni osveženo, še ni vnešeno, ampak bo pa, ker to so čisto sveži podatki, ko mi jih je Boža, njihova predsednica, poslala. Tako da potem v avgustu 21. pa pokušina mlečnih napitkov z dodatkom zelišč in sadja, tako da mislim, da bo res pest. Mislim, lahko se sprehodimo, vedno imamo kak razlog, lahko najdemo, da kaj novega spoznamo, okusimo, doživimo. Jaz takole rečem, če slediš vsem tem društvom, pa človek čisto lahko preživi čez celo sezono. Samo društva so v Sloveniji predstavljena. Pa to si preskrbljen. In kot da si na celem svetu. Ja, mislim, hočem tudi to povedati, da skoraj kuhati, drage moje dame, vam ni treba doma nič čez poletje, ker to greš v eno degustacijo, tam kaj malega vzameš, kupiš seveda, potem čez teden to tudi degustiraš doma, kaj društva pripravlja, greš na naslednjo zadevo, tam je spet veselo, tako da, glejte, destinacij je polno in še več. Zdaj malce glasbenega predaha, potem pa obkresi se. Dano besi. Na vseh nosila je rdečo rožo, gotovim živo rožico dehtečo, vabile modre so oči sanjave, dekle zgoreka do reka, do reka, do reka. Nad Hribolazec je prišel planine, dekle prelepo je takoj zasnubil, zapeli v ranem jutru so zvonovi, upjeve dika do reka, do reka, do reka. Rdeči cvet ljubezen je razvnel, dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet. Po dolgih letih pa očeta vpraša, deklet
se malo, kje je mama moja. Odšla je mati tvoja v hrib Kadore, da ti prinese rožo rdečo, rdečo. Ko je prišla napisane livade, lepoto njeno gora je opazila. Kadore se je vanjo zaljubila, več se ne bo vrnila, vrnila, vrnila. Rdeči cvet ljubezen je razvnel, dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet. Odtlej pa nosi rožico rdečo, v laseh še njena mala hčer kazala, da fanta mladega bo tam spoznala. Ko pojde v hrib Kadore, 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 tako ljubezen se naprej ponavlja, združuje srca v belem pajčolanu. Pomladi spet cvetejo rdeče rože, vabijo v hrib Kadore, 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 rdeči cvet ljubezen je razvnel, dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet. Rdeči cvet ljubezen je razvnel, dekle odpeljal je v prelepi čarobni svet. Takole, jaz moram zdaj nekaj povedati. Jaz sem bila zdaj že malo kregana. Ana, kar vzaj mikrofon. Jaz to moram povedati. Pa jaz to vzamem vse v zakup, veš, ker se iz tega tudi človek kaj nauči, a ne? Ana, kaj si mi rekla? Kar okregi me zdaj. Tule me imaš. Glede tega, da smo v Šaleški dolini, pa da moramo poslušati beneške fante, ko imamo šaleške fante, pa imamo šaleški študentski oktet, pa imamo rodarski oktet, same top ekipe. Ja. Pa sem dala to dan zgora, ne? Pa Vingosi, ko drug teden pridajo. Vingosi, evo. Sicer Vingosi, ja, super, bo imeli naslednji teden res priložnost. Je pa res, ne, da bi lahko izbrala, ne. Viš, to je pa tako, čuf, ne, da tudi razmišljam, ko pripravljam tole, da bi pa res lahko dala to noter. Prito turistično društvo boš takoj zastopila lokalni pomen, lokalno patriotstvo. Točno, ful dobro si to povedala. In veš, jaz se to vedno vzamem tako, pa res, jaz to nisem bila za nič slabe volje, veš, pa jezna, ker si me kregala. Meni je to čist prav, ker si mislim, se pa res bi mogla to narediti. In tak mora biti, ja, podpirati lokalno in to je to. Kaj imam pa, kjer spod imam pa pripravljeno? Dajte me, prosim, spomniti, Laura. Joj, sem že čisto mogla, Laura, smo že gledali tamle, ne? Bom šla pa kaj gor, da te preseneti. Čeprav, jaz moram tule, no, ti pa malo v bran stopiti. Vsako leto do zdaj je res Polona pripravila, ali so bili v živo tu, a ne? Naši domači glasbeniki iz Velenja, ali pa si pripravila prav videospote njihove. Vam pa dam priložnost, ne, da res se predstavite, ne? A to šteje, Ana? Največ. Tako, meni, jaz to vzamem vse za dobro. In prav je tako, ker Marija se verjetno tudi vi dobite kakšne graje in pohvale in na teh se človek uči, da postaja še boljši. Na grajah se učiš, vse drugače. Pohvala je fajna, ne? Pohvala je fajn, ampak ti pa ne da potem tiste točke, da lahko še izboljšaš. In tudi na prireditvah, projektih, ki jih delamo, se trudimo, da tisto dobro ohranimo, pa da vsako leto probamo tudi, to smo primorani tudi zaradi različnih razpisov, nekaj novega ponuditi, nekaj osvežiti. Dejansko mora biti vodilo tako, da tisti obiskovalec, ko pride vsako leto na naše prireditve, kljub temu še nekaj novega lahko poizkusi, izve, doživi ali pa na kakšen drugačen način pride do vsebine. No, tako da super. Zdaj pa greva torej na turistično društvo Šalek. Prav povem, ne? Okresi se dan obesi. Ja, se spomniš? To je pa poseben dan, ja. Velenjak Šalček je že bil enkrat tule pri tebi, za praprotjo, za vso opremo. Ja, to je tradicionalna prireditev v Šaleku. V Šaleku smo kar dosti vezani na te prehode letnih časov, z opustom, pozdravimo pomlad, potem
prvi poletni dan, 21. junij, pripravimo Okresi se dan obesi. Dejansko vsi čakamo poletje, ampak zelo kmalu se bo že dan začel krajšati. Ja, kar hitro. Letos smo pa prav to tradicionalno prireditev Okresi se dan obesi, ki jo pripravljamo s Kudodudovim drevesom, razširili na cel dan. In sicer smo jo poimenovali Obarvajmo Šalek in izrišimo kulturno dediščino Šaleka v našem vsakdanjem življenju. Sicer en dolg naslov, ampak mi bomo cel Šalek spremenili v en velik grafit. Sam trg Šaleka, pa vse gor do osnovne šole med blokovskim naseljem, bomo cel Šalek porisali s kredami. Ampak to ne bo risanje kar tako, ampak bomo spodbujali tako osnovnošolce kot naključne obiskovalce, da narišejo motiv iz naše dediščine. Sicer bomo že kar nekaj osnov jim pripravili. Sugestije, ne? Ja, želimo pa opozoriti, da res vsak dan hodimo mimo določenih dreves, ki imajo svojo zgodbo. In so nam jih zasadili naši predniki. Potem hodimo mimo Šaleškega gradu, ki je najstarejši grad v Šaleški dolini. Posebnost je njegov trikotni stolp in je edini tovrstno v Sloveniji. Potem imamo zelo lepo cerkvico v Šaleku, Šaleško pivsko čašo, ki jo lahko obiskovalci kupijo tudi kot protokolarni spominek. Imamo kar nekaj zanimive arhitekture in opozarjali bomo, da je to prostor, v katerem živimo, smo ga dobili podedovanega in ga moramo ohraniti za naše zanamce in da imamo res zgodovino na dotik. In je prav, da to ohranimo in na ta način bomo opozarjali tisti dan, da bo Šalek zaživel v barvah in rišemo pa s kredami, okolju prijaznimi in tudi ob prvem dežju bodo te krede dejansko se izbrisale, kar pa opozarjamo na neko zapuščino življenjskih zgodb, ljudskega pripovedništva, ki tudi izginja ta ljudski spomin na Šalek, na bivanje nekoč z ljudmi, ki umirajo žal. Tako da v Šaleku zdaj intenzivno tudi zbiramo intervjuje o domačijah po domače. Kako se je v Šaleku po domače reklo, ta po domače, kar se mi zdi ena taka slovenska posebnost, vedno poveš in mi pa priimek, pa te marsikdo od starejših rad vpraša, kako se pa po domače reče. Kako se pa po domače Ker ne glede na to, koliko so se ljudje tam menjali, tudi priimki, ampak po domače bo vedno ostalo. Imaš, ne vem, Ana, ti, kako se je pri vas po domače reklo? Se je kaj kako reklo? Pri nas se reče pri vižarju. Pri vižarju, zakaj? Oče je muzikant in veže viže in zaradi tega se reče pri vižarju. Pri vižarju. In avtomatsko bojo pa rekli tam, ne pri Ani Žerdoner ali pa kakorkoli bo rekli pri vižarjevih. Upam, da se prime, zdaj sicer malo več kot 20 let, ampak... Ja, ampak imaš ti kakšen ta podatek, Marija, ne? Ja, moji predniki dejansko izhajajo iz domačije v Šaleku, ko se reče Brza Bukovniku. Aha, je tako, ne? Tako da ja. In to je lepo ohraniti, ne? Tudi pri nas, moj mož, ne? Sicer se pišejo Marzel, ampak so bili pri Beloglavovih. In to vedno že tisti starejši, ko rečejo pri Beloglavovih. In točno vejo, kako in kaj. In to je lepo ohraniti to, ne? Zdaj si privoščimo kratke oglase, potem pa še seveda prireditev Veselo poletje. Pozdravimo, povabimo vse naše gledalke in pa gledalce. Laura, ti pa veš, preseneti nas, ne? Ja. Zdravo, moje ime je Tadej in danes bomo z mamo izpraznili organka. Grem kar do nje. Super! Ja, jaz si že delam prostor za surovino, ki je v organku prepojena je torej z minerali in pa seveda z vinskimi snovmi. Jaz si naredim kar malo bolj globoko, zato ker bom danes tudi posadila potem povrtnino in Tadej si pripravljen? Ja, kar nekaj nas je tle noter. Takole. Prosim. Super. In gre direktor v zemljo. Kot vidite, so ti organski odpadki odlični tudi za visoke grede, ne samo za kompost ali pa za vrtove, ampak odlična osnova torej za
naše visoke grede. Kot vidite, imamo tukaj noter res vse od pomaranč, limone, kaj še imamo, ostali organski odpadki, ki bodo res naredili čudež v naši zemlji in pa seveda potem tudi čudež za naše rastlinice, saj bodo tako rastle hitreje. Pridelek bo res vrhunski, takole čisto preprosto in enostavno potem zagredemo nazaj. V nadaljevanju bomo tudi uporabili fermentacijsko tekočino in tako. Vsaka greda oziroma ta površina je pripravljena za posaditev. Kaj? Toskanski ohrovt, bučke, melancane, viseče jagode in seveda še marsikaj. Srečno! Zdaj je tudi čas za take lepe frizurce in morda za nov začetek, ja, drage moje dame in gospode, ne na nov začetek, na neko osvežitev, ne? Pomlad je tu, poletje je tu, kakšna nova barva, kakšen nov odtenek, morda, ali pa tudi ne vem, ostajate pri svoji, bom rekla, barvi že zvesti kar nekaj časa, tako kot jaz, ko ne odstopam ne levo pa ne desno, že kar skoraj da 30 let. Blond je, bom rekla, moj zaščitni znak in tudi tukaj lahko vidite nekaj, ne, blond odtenkov. Sicer pa Polona v frizerstvu, torej Polona za svojo ekipo res dela različne čudeže, kar se barv tiče, ne, od rdeče do roza, do modre, do zelene, skratka ni da ni. Ljudje imamo seveda svoj okus in vsaki glavi bi takole lahko rekla, paše neka barva osebi, neka določena barva. Je pa res, kako se počutimo tisti čas, ne? In tako si pač frizurco tudi naredimo. No, tukaj je lepi taki topli odtenki, torej oranžne. Frizerstvo Polona vam torej nudi moško striženje, žensko striženje, otroško striženje, barvanje las, oblikovanje pričesk in tako dalje. Ja, povezano je vse s poroko, ne. Polona vam lahko odlično naredi frizurce, no midve s Klavdijo pa poskrbiva za torej glasbo na vašem poročnem obredu, civilnem delu, cerkvenem obredu in pa seveda tudi po obredu. Lepo je, res lepo je prepevati. Jaz sem kar, bom rekla, presrečna, ko se že pripravljam na to, da odražam po Sloveniji skupaj s Klavdijo in da res razveseljujemo mlade bodoče pare. En tak lep dogodek, no, se mi zdi popeljati mladi bodoči par na njuno skupno življenjsko pot. Jima seveda vmes dati tudi kakšen nasvet, ne, nazadnje sva s Klavdijo obe dve že tudi nekaj časa poročeni, imava seveda svoje družinice, tako da kakšna popotnica prav gotovo iz najinih ust, drugače pa seveda petje različnih ljubezenskih pesmi, ki so in kakšna seveda tudi zimzelena in pa po izboru vas, drage moje, bodoče mladoporočenke, mladoporočenci. Vsak ima seveda svoj izbor, svoj pesem, vsak par, ne, ima tudi kakšno svojo pesmico, katero si želi slišati na tisti najlepši dan v svojem življenju, a ne? Poleg seveda ostalih lepih srečnih dogodkov, kot je na primer rojstvo otrok, seveda in seveda še marsikaj. Polonca in Klavdija. Sta zgodba, ki nam je napisal čas. Veš ti in jaz, svakako eno ti srce.
Zaključni pozdrav seveda pa bo pozdrav v naše poletje, veselo v poletje, skok v poletje. Marija, kar povabi vse gledalke, gledalce kam v Velenje, ne? Ja, naslednjo soboto dopoldne na mestni tržnici, na ploščadi pred centrom Novo v Velenju, ste vabljeni, da se nam pridružite. Pripravljamo tradicionalno prireditev pod okriljem Regijske turistične zveze Saška z naslovom Veselo poletje. Kaj pripravljamo? K nam pridejo turistična društva te regijske zveze, vse od Koroške, Celjske, Zgornje Savinjske, dol do Šmarij pri Jelšah in bodo z vami delili njihovo turistično ponudbo čez poletje. Tako da če vas zanima, kaj se bo dogajalo, kam bi lahko šli na krajše izlete, ste res vabljeni, da se nam pridružite naslednjo soboto v središču mesta. Še prej za ogrevanje, dva dni prej, v četrtek pa pripravljamo en spletni dogodek z naslovom Tudi ti si del podnebnih sprememb. Prej sem videla zelo lep oglas od Skaze, tudi ti imaš tam dobro. Jaz imam tukaj organka, ki je seveda narejen iz ribiških mrež, delno seveda. To pomeni, da se dobijo granulati, ki so narejeni prav iz teh mrež, ki so odpadni material, torej ribiči mečejo v vodo, živali se ujamejo in tako dalje. Pa seveda še druge zgodbe, ki jih seveda tudi Skaza dela. No, pa nadaljuva o trajnostnem razvoju, ne? Bodimo trajnostni. Brez trajnosti se mi zdi, da ne bomo mogli iti več naprej. In tudi turizem je področje, ki mora biti vedno bolj trajnostno. Zato pripravljamo en tak posvet z naslovom Tudi ti si del podnebnih sprememb, kjer nagovarjamo dejansko seveda člane turističnih društev, turistične ponudnike, kako lahko za svojo turistično ponudbo ali organizacijo prireditev delujejo trajnostno. Nagovarjali bomo širšo javnost, kako lahko sam kot posameznik deluješ trajnostno in kaj to pomeni dejansko za kvaliteto tvojega vsakdanjega življenja. In pa seveda odprli bomo temo tudi, kako mi kot turisti lahko delujemo trajnostno. Veseli me, da sta se po vabilu odzvali tudi, jaz ima rečem, dve slovenski Greti, da boste sami tudi z nami delili, kaj je bil tisti njun klik, da ste začeli razmišljati trajnostno in dejansko, kako danes poteka njuno vsakdanje življenje, ki verjamem, da ko postaneš trajnostni, to ni kar korak, ampak to je vedno proces in se mi zdi, da tudi potem drugače gledaš, drugače si izbiraš sodelavce, drugače preživljaš svoj prosti čas in tudi družinsko življenje je drugačno. Se mi zdi, da ne da ti daš okolju, ampak za samega sebe še toliko več lahko narediš. Kdo sta ti dve Greti? Ostane skrivnost? To pa ostane skrivnost, vabljena, da se nam pridružiš v četrtek. Sem že to povabila. To pa, verjamem, v ponedeljek dobiš, to jutri ti pošljem. Ja, tako da v četrtek 17.6. ob 17:30 uri, torej ob 5:30 popoldan, na spletni dogodek preko Zooma se družimo in debatiramo o trajnosti. Potem pa v soboto seveda vsi na veselo poletje, že komaj čakam, da se spet v živo vidimo, tudi zdaj mahamo vsem našim članom. Pozdravljamo zdaj vse člane, vseh društev, če nas zdaj le gledajo. Eni odhajajo, člani turističnega društva Šalek in pa Velenje odhajajo oziroma so še na svojih degustacijah. Člani Revi Vasa se pripravljajo na popoldansko degustacijo. Vi ste včeraj zaključili. Kar govorite, jaz grem nekaj imamo po 14. spet prireditev, tako da vabljeni. Ja, vabljeni. Jaz grem pa nekaj preveriti, veš. A to je v bistvu, tile plakati so plakati, ki so tudi na vaših teh sejmih pa to, ne? A dela QR koda? Dela. Dela. Jo preverim? Lahko. Odprem? Dela. Odlično. Dela. Torej, vsi tisti, ki imate na mobilnikih, ne vem, to preko Google Playa si to kar naložite, 1, 2, 3, to je 1, 2, 3, to aplikacijo in potem, ko greste tlele lepo gor, lepo poskenirate tole QR kodo, date noter, seveda vmes date všeček in pa sledite, ne? Tako da tako preprosto je to, nič lažjega in že zveste seveda le tlele vse turistična zveza Velenje, društva Šalek, Kninska Gora, Šentilj, mladi ljubitelji stripov, lepo vabljene stripov
stripovsko noč. Stripovsko noč, ne? Smo povedali tudi, ne? To smo že, ja, to je rezultat te stripovske noči, no, tale knjiga. Tako da res vabljeni, da poiščete tiste koščke v naši bližini, ki ponavadi je tako, da si turiste posod sam v svojem lastnem kraju, ne? In zakaj pa ne bi prav to sezono, to poletje pa odkrivali naše koščke, verjamem, da še nismo bili vsi na vseh koncih in če vas pa tam še domačin čaka za kako prijetno degustacijo lokalnih zgodb, pa še toliko boljše. Ana, kaj boš dodala? Skoraj, smo že pri koncu, ja? Tako da, odkrivajte koščke, pustite se degustirati. Pustite se degustirati z lokalnimi zgodbami, bogate so, kamorkoli vas pot nese. Tako da, dobrodošli po naših koncih. Tako, lepo. In to, kar ste prej moji dami rekli, da ponavadi je domača kobila velikrat bosa in to res drži. Kadar so kakšni dogodki, kadar je kakšen koncert, kadar, ne vem, lokalna skupnost nekaj pripravi, potem tistih okoličanov, domačinov sploh ni. Žalostno, pol vidiš, da v bistvu gledaš takole, pa vidiš, da res domačih sosedov ni, vsi z drugod pridejo, in podpirajo to, domači pa ne. Jaz mislim, da moramo domači drugemu pomagati pa iti, ker ni lepšega napajanja z neko tako energijo, pa da pokažemo to, kar domačini smo, to, da drugega podpiramo. Na koncu vas tudi lahko ti okužimo in postanete član in delate res dobro za okolico in za družbo, ne? Ja, jaz bi še tu dodala, da dejansko domači prebivalci lahko največ naredijo. Tudi za turizem, zato ker oni so najbolj kritični in povejo, kaj je prav, kaj ni prav. In tudi turizem mora vedno iti v sozvočju z domačini, pol je to tisti pravi turizem. Pa če kdo imajo oni največ materijala, o zgodovini, o vsem, kar se je tam dogajalo, se tudi mi prišliki, ki pridemo v neko vas, ne vemo, moramo vse to dobiti od njih, Ana. Pa povezovanje med ljudmi, med društvi, takrat bomo močni, takrat bomo naredili velike projekte. Tako da degustacija lokalnih zgodb to zagotovo je. Tako, in ta rek, vsi delci štejejo. Res je, mozaik je lep, če so vsi delci skupaj in različni. In sestavljen. Tako, dragi moji, prišli smo do konca današnjega druženja. Jaz mislim, da smo ogromno stvari povedali. Res najdete vse na njihovih spletnih straneh, torej Turistična zveza Velenje. V vseh dogodkih boste seveda obveščeni, če se boste prijavili na to, da jim sledite. Hvala Marija, hvala seveda Ana za obisk in se vidimo ob letu Sorej, kako rečejo? Ja, res, upam, da prej polnomaže. Tako, tudi z veseljem prej. Zdaj pa zaključna pesem, taram, presenečenje, nekaj pa bo šaleškega, Ana. Hvala lepa. Za tvojo dušo. Hvala za vse. Srečno in nasvidenje do prihodnje nedelje. Čau. Pogled ga zajame v objem, nad mano preširne planote, zelena se paka v njem, ujame v naročje lepote, jezera in grad obsijan in tisoče drobnih nasmehov polepšajo sliherni dan, skrbi spodijo stran. V osrčju Šaleške doline cvetoče kot vrt je življenje, saj tam, kjer imam korenine, tam je moje Velenje. V osrčju Šaleške doline spokojno leži moje mesto, najlepši je kraj domovine, kot pisem je. Jezera in grad obsijan in tisoče drobnih nasmehov polepšajo
sleherni dan, skrbi spodijo stran. V osrčju Šaleške doline cvetoče kot vrt je življenje, saj tam, kjer imam korenine, tam je moje Velenje. V osrčju Šaleške doline spokojno leži moje mesto, najlepši je kraj domovine, kot pisem je. V osrčju Šaleške doline spokojno leži